Najlepša hvala. Spoštovane kandidatke in kandidati za volitve v Državni zbor, spoštovane strokovnjakinje in strokovnjaki, spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Najprej vas prisrčno pozdravljam na volilni konvenciji Gibanja Svoboda, politične stranke, ki je bila ustanovljena oziroma konsolidirana 26. januarja na kongresu. Takrat smo si zastavili obsežen in ambiciozen načrt, da bomo v kratkem času, ki nam je bil na voljo, poiskali kandidatke in kandidate, ki bodo pripravljeni, da naša načela, vrednote, programske načrte in cilje ponesejo in zastopajo v Državni zbor Republike Slovenije. Pred nami je bila tudi izdelava programa stranke, za katerega smo se odločili, da bo slonel na 3 civilizacijskih stebrih. In sicer reformi zdravstvenega sistema, uvedbi zelenih okoljskih politik in vzpostavitvi medgeneracijskega dialoga. Naloga je bila obsežna, pri izdelavi programa je sodelovalo večje število strokovnjakov različnih področij, kot je bilo že rečeno, članov in podpornikov stranke. Danes je pred nami ta program in skupen cilj je narediti to državo demokratično, pravno, socialno, ekološko, usmerjeno v trajnostni razvoj, z družbenimi sistemi, ki varujejo življenje, zdravje in premoženje državljanov, predvsem pa spoštljivo in kar je najpomembneje, svobodno, tako zunaj kot znotraj. Ustava Republike Slovenije v 2. členu določa, da je Slovenija pravna država. Izraz pravna država pomeni, da ustroj in delovanje države temelji na pravilih, ki so predpisana v ustavi in zakonih, veljajo tako za nosilce oblasti kot za navadne državljane, o presoji posameznih primerov pa odločajo po zakonu ustanovljena in neodvisna sodišča. Pravna pravila obstajajo predvsem zato, da se omeji moč oblasti, da se jo nadzoruje, da se zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in da se urejajo položaji in razmerja pravnih subjektov. Ideje o pravni državi so se pojavile v prvi polovici 18. stoletja, njena poglavitna utemeljitelja pa sta bila razsvetljenca Charles baron de Montesquieu in Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu je najbolj poznan po ideji ločitvi oblasti na 3 veje, zakonodajno, izvršilno in sodno. Rousseau pa je utemeljitelj tako imenovane družbene pogodbe, na podlagi katere je pravo obča volja vsega ljudstva, ki konkretno izvrševanje oblasti poveri določenim nosilcem, ti pa so vedno podrejeni ljudstvu. Pravna država se je začela v Evropi udejanjati po koncu francoske in drugih buržoaznih revolucij in je postala temeljni civilizacijski dosežek 19. stoletja. Kljub pridobljeni svobodi in pravicam pa je vzpon totalitarizmov in njihovih grozljivih posledic v prvi polovici 20. stoletja pokazal, da je pravna država, ki je sicer nastajala več desetletij, pravzaprav krhka in ranljiva in potrebuje nenehno varovanje pred poskusi napadov nanjo. Ti pa se navadno zgodijo ob prebujanju nestrpnosti, sovraštva in nasilja, ki so posledica hujših družbenih pretresov, kot so vojne, epidemije in gospodarske krize. Slovenija je leta 1991 doživela osamosvojitveno vojno in se opredelila kot država temelječa na vladavini prava, kjer so človekove pravice in temeljne svoboščine osnova za delovanje države in ohranjanje sožitja v družbi. V 30 letih obstoja samostojne Slovenije je prihajalo do posamičnih primerov kršenja človekovih pravic. V zadnjih 2 letih pa so kršitve, predvsem strani izvršilne veje oblasti, postale nekaj vsakdanjega, skoraj že samoumevnega. Da je nekaj hudo narobe, so ljudje spoznali potem, ko so občutili prekomerno izgubo svobode, tudi na področjih, ki z epidemijo koronavirusa niso imela neposredne povezave. V Gibanju Svoboda smo se združili ljudje, ki se zavedamo, kako zelo pomembno je, da ohranimo vladavino prava, ki daje oblast ljudstvu, kroti nosilce oblasti in omogoča ljudem svobodo. Pravna država posega v življenje ljudstva samo tam, kjer je to zaradi varstva posameznih družbenih skupin
ali družbe kot celote nujno potrebno, da se ohrani medsebojno sožitje in da se zavaruje življenjsko pomembne dobrine. Zaradi svojega izjemnega pomena je pravna država najvišji postulat in temelj svobode, na katerem so utemeljeni trije že prej omenjeni programski stebri: zdravstvo, zelene politike in medgeneracijska solidarnost. Brez pravnega okvirja ni mogoče uresničiti učinkovitih družbenih ukrepov. Izhodišča vladavine prava, na katerih temelji program Gibanja Svoboda, so striktno spoštovanje vseh ustavno določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri čemer se v ospredje postavlja osebno svobodo posameznika, vključno s sprejemanjem svobodnih odločitev za lastno življenje, ter omejevanje teh pravic izključno zaradi varstva konkretnih pravic in svoboščin drugih. Aktivno varovanje pravice do javnega izražanja mnenj, pravice do protesta in svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Prepoved diskriminacije na podlagi katerekoli osebne okoliščine s spodbujanjem aktivne udeležbe žensk na vseh področjih družbenega življenja. Ohranitev in krepitev pluralne družbe svobodnih in enakopravnih posameznikov. Spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča, odločitev sodišč s splošno in specialno pristojnostjo ter odločitev drugih nadzornih organov. Zagotavljanje pogojev za svobodno in neodvisno delovanje medijev ter krepitev humanosti in solidarnosti družbe. Pravosodje oziroma konkretno sodstvo, kot tretja veja oblasti, bi moralo biti varuh vladavine prava in branik ljudstva pred samovoljo drugih dveh vej oblasti. Zato, da lahko dobro opravlja svojo nalogo, mora uživati največjo stopnjo spoštovanja, to pa lahko doseže le, če je neodvisno in učinkovito. Nespoštovanje sodnih odločb strani predstavnikov izvršilne veje oblasti, omalovažujoč odnos do sodišč in odrekanje zadostnih pogojev za normalno delovanje sodišč vodi v razkroj sodnega sistema in končno tudi pravne države. Program Gibanja Svoboda na področju pravosodja temelji na spoštovanju neodvisnosti sodišč glede na zahteve ustave in pravnega reda Evropske unije. Zavezujemo se, da bomo uvedli ukrepe, ki bodo umaknili politično kadrovanje na tem področju, povečali avtonomnost organov sodniške in tožilske samouprave, analizirali zakonodajo glede organizacije pravosodnega sistema in glede ukrepov za bolj ekonomično in učinkovitejše sojenje, zagotovili kadrovska in materialna sredstva za delovanje pravosodja, modernizirali sodno upravo, odpravili nepotrebno dualnost na prvi stopnji sojenja, sprejeli ukrepe, ki bodo odpravili zastoje v postopkih, pospešili digitalizacijo v pravosodju ter specifičnimi ukrepi nanašajočimi se na sodišča s splošno pristojnostjo ali specializirana sodišča izboljšali obvladovanje pripada zadev na sodišču. Kazensko-pravno področje je tisto področje, v katerem ima država kot upravičeni preganjalec kaznivih dejanj izjemno pomembno vlogo. Zato je nujno, da se implementira evropska zakonodaja, da se ohranja najnižji nivo represije ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in upoštevanju načela sorazmernosti, kar pomeni tehtanje teže kaznivega dejanja, zastaralnega roka in kazni zanj. Za najtežja kazniva dejanja se ohranja institut sodne preiskave, pri izvajanju kazni zapora pa se skrbi za največjo možno resocializacijo storilcev. Policija kot represivni organ, ki skrbi tudi za odkrivanje storilcev kaznivih dejanj in zbiranje dokazov, mora biti visoko usposobljena in od politike povsem neodvisna. Njena prva naloga mora biti varovanje državljanov pred kriminaliteto, ne pa sredstvo za izvrševanje pritiska nanje. Policija, ki se je ljudstvo boji, ne izvršuje svojega temeljnega poslanstva, zato ji moramo vrniti to poslanstvo in odpraviti škodljive kadrovske ukrepe trenutne vlade, posebej na vodilnih delovnih mestih. Vlaganje v policijo mora iti v smeri zmanjševanja in obvladovanja varnostnih tveganj, prilagajanja organizacijske strukture sodobnim trendom razvoja kriminalitete, utrjevanja mednarodnega operativnega policijskega sodelovanja
povezovanja z lokalnimi skupnostmi in civilno družbo ter izobraževanja in izpopolnjevanja policijskega kadra. Gibanje Svoboda je zavezano temeljnim načelom pravne države, od katerih je najpomembnejša svoboda na vseh področjih človekovega življenja, ki je lahko omejena le s svobodo drugega. Kjer je volja, je tudi pot in volje je veliko. Zato verjamem, da bomo našli tudi pot, da Sloveniji vrnemo status pravne države in jo hkrati oplemenitimo z nazivom ene najvarnejših držav na svetu. Hvala lepa.